Ja, dober večer voščim, dragi moji in dragi moji. Ponovno, seveda, toplo dobrodošli na naši interviziji, pravzaprav direktno v naši intervizijski sobi. Tisti, ki radi slišite kaj angleško, potem intervision room, da bo stvar mogoče še bolj jasna. Kakorkoli že, ponovno, seveda je ponedeljek in z mano tudi gost, tokrat zanimiv gost, ki ga morda zelo široka Slovenija še ne pozna, zato smo ga pa seveda v našo intervizijsko sobo tudi povabili, da ga boste tisti, ki ga še ne poznate, spoznali. Z menoj torej tale večer Ljubo Vojnović, lep pozdrav. Dober večer. Dober večer. Ja, ste slišali, ne, šarmanten glas, fant kot se šika, vse ostalo bo pa sam povedal, oziroma ga bom skušala čim bolj izprašati nocoj. Ljubo, jaz ne vem, kje bi pravzaprav začela, ker ti toliko stvari počneš, da je pravzaprav težko izbrati zdaj tisto, ki je pri tebi najpomembnejša. Kar na začetku. Kar na začetku, tako da določi ti sam tisti začetek, po moje najbolje. Kakšna tema bo prva tema? Ja, no, to tudi mene bega, ne? S katero temo začeti? Pravzaprav bova pa tako rekla, kje si začel? Ti se pojavljaš v medijih, si voditelj, se ukvarjaš z modo, skratka, s celo vrsto zanimivih stvari. Jaz bi rekla, no, še celo, ne? Tudi ta štos bova povedala, lahko bi rekla, da si na vrste multipraktik. Torej, katera je bila tista prva zadeva, s katero si se spopadal? Je bilo to voditeljstvo, moda, kaj drugega? Veš, kako sem padel v te vode voditeljske? Čisto na ključju, ker sem zgubil stavo. Ja, stavo. Pred dolgimi leti, ko sem delal, sem zgubil stavo in so mi rekli, če zgubiš stavo, boš šel na audicijo za radijskega voditelja. Ker je ena kolegica imela pač brata, ki je bil lastnik, eden izmed lastnikov tega radija, lokalnega, in jaz seveda, ker sem tako pogumen fant, sem rekel, da bom šel. In zgodil sem stavo in so šli vsi z mano na audicijo. In nisem uspel na tej audiciji in sem padel v radijske vode. In sem bil najprej radijski voditelj, 6 let približno pa sem to počel, honorarno seveda. Na katerem radiju? Alpskem valu. Na Alpskem valu. Torej, Kobarid, Tolmin, še kaj? Ja, Idrija, Takistanska regija. Ja. No in potem sem padel pa čisto po naključju pa na televizijo. Torej, TV Primorka, ne? Televizija Primorka, ja. No, vmes sem delal še za Radio Koper, razne prispevke. No, skratka, sem padel čisto po naključju. Tudi ena kolegica je na neki kavi srečala odgovorno urednico, Eriko, in je rekla, da ima ona, Erika pravi tej kolegici, da ima probleme, ker so bolovanja in tako naprej, potrebuje voditelja za dnevnik. Jaz seveda imamo tukaj Ljubota, ki bo to znal, in sem padel tako za hec noter in ostal tam 3 leta na televiziji in potem seveda vodil razne glasbene oddaje, svojo oddajo Halo, Halo in tak talk show. No, kjer sem bila celo tudi jaz enkrat zagostila, zelo zanimiva oddaja je bila, moram reči, zelo zabavna. Dosta odmevna, ja. Ja, se mi zdi, da je bila zelo gledana, ne? Ja, je bila zelo gledana. Moram povedati, da ne vem, kaj je bil v bistvu čar te oddaje. Mogoče, ker prav ta čar, da ni bila to oddaja, ne vem, zategnjena, kako bi to rekel. Je bila taka preprosta in da smo v bistvu dali možnost gledalcem, da so oni oblikovali oddajo. Začelo se je pa na to temo, da sem jaz kot voditelj lahko nekoga domov poklical. To je bilo zelo dobro, Gledalci so mi dali sicer po SMS-ih koga in kaj. Jaz sem potem klical in tam seveda jih hecal na razne zadeve. Ti si torej dobil od nekoga ime, tega in tega pokličite in ga malce povprašate o tem in o tem, ne? Dobil sem recimo ime od nekoga in rekli so, da je bil danes v Novi Gorici, da kličem iz policijske postaje, da je prehitro vozil tu pa tu in da se mora zglasiti in pa nesti dokumenta. In jaz sem seveda odigral tega policista. Ali pa ne vem, v spominu mi je ostala gospa, ki sem ji rekel, da kličem iz komunale in da bomo jutri zjutraj ob 8 prišli prekopati njen vrt, ker bomo tam postavili cev. Ona se je razletela na uni strani, da to ne nisem ustrajal, da bomo prišli. No in sicer na koncu sem se vsakmu to predstavil in povedal, kje me lahko v živo vidijo, in so bili zelo zadovoljni v bistvu s tem hecom in so me seveda obiskali v studiu. No, to sem hotel reči, da mi je bilo zelo všeč, ko so me na koncu prve serije oddaj naredili meni presenečenje s torto, ki mi je ena gledalka v bistvu pripravila za darilo, ker sem jo nahecal.
V drugi seriji oddaje sem dobil čevapčiče, ker sem bil zmeni lačen, veš, to je bila oddaja. Pa ti ni videti, moram reči. Je. To je bila oddaja, veš. Oddaja v bistvu je bila pozno zvečer, začela se je 9:30 in je trajala pravzaprav do 11. ure nekje, ne. In jaz sem seveda po celodnevnem delu bil lačen, in sva z kolegico Magdaleno kar jedla, ona sicer ne, vegetarijanka, jaz sem tudi vegetarijanci videl, ne. Suh si, pa ne vem, kaj ješ. Ne? Deni, se strinjaš? Absolutno. Ja, nisem vegetarijanc. In sva potem seveda, jaz sem zmeri jedel, ne, in potem so mi pripravili to. Skratka, zelo odmevna oddaja. In vesel sem v bistvu, da... Še imaš to oddajo? Ne? Ne, jaz v tej zadnji sezoni nisem se za to oddajo odločil prav zaradi tega, ker sem v mojem poklicu, ki ga počnem, dobil še večjo odgovornost, kot sem imel prej. In dejansko nisem sfolgal, bi rekel, vsega tega, teh timingov, pravzaprav. Časovno se ni šlo. Tako, četrtek je bil to zvečer, sobota je bila to zvečer, jaz sem veliko na poti in sem hotel imeti oddajo, v bistvu, ki bi bila posneta. To pa nekako se nismo mogli dogovoriti in je tako nekako ostalo. In mislim, da smo spet kdaj dogovorili to oddajo. Imaš pa še željo delati? Ja, veliko idej, seveda. Ja, in še kaj, v bistvu mi je všeč, da bi lahko počel oddajo, ki jo lahko sam naredim. Jo v bistvu soustvarjaš, ne? Ja, tako, ja. In da daš gledalcem možnost, da oni pravzaprav to oddajo sooblikujejo s tabo. Tvoj poklic, o katerem si pravkar tudi govoril, je pa tesno povezan z modo, ne? Ja, res je. Kako se ti in moda razumeta? Glej, po naključju spet zelo dobro. A veš, ali pa ne vem, če je to mogoče usoda. Zelo dobro, moja mama je šivala, veš, in oče pa švajsal, logično, ne. In velikokrat sem mami gledal, pomagal, ko je to šivala. Oči ni bil zato, da bi jaz bil krojač, lepo te prosim. Včasih, ja. To moraš biti mehanik, v redu. Ja. Tudi mehanik znam biti. No, super. In sem jaz njej to pomagal in že takrat sem malo eksperimentiral, veš. Spomnim se enega dogodka, večkrat, moram zdaj priznati, sva z enim prijateljem Davidom špricala pri meni doma šolo, osnovno. Že osnovno? On je imel doma nono, pa ni mogel, pa sta prišel k meni, pri meni so vsi delali. In jaz sem v bistvu na maminem stroju šival, on je pa televizijo gledal, tisti jutrni program tam, ne. Ampak so oba končala vse šole, tako da... Odlično, no, da ni šola ni trpela zaradi vajnega špricanja. No, kasneje pa seveda se zdaj ukvarjam tudi s tem, da obiskujem in, bi rekel, sledim modi pač, ne, to je moj poklic, stiliram ljudi, ki to želijo, se dogovorimo, skratka, s tem se ukvarjam. Se to dobro razumem, čeprav moram reči, da moda, sama moda, je zdaj kar velika zmešnjava, lahko bi rekel. Je, ne? Ja, da bi to kaj konkretno bilo, bi rekel, zdaj pa to tako ni, zdaj in mini krilo v redu in dolgo je v redu in 3/4 in naplete in la. Pravzaprav zdaj najbolj pomembna oseba, ne, kaj neki določeni osebi najlepše stori, po mojem. Tako, ja, točno tako. Potem, Deni, se bom jaz pustila tudi stilsko oblikovati našo ljubotu, ne? Z velikim veseljem. V redu? Ja. Okej. Pravilno. Bomo naredili stilsko preobrazbo tule na interviziji. Ja, super bo to. Mene. Aha. Ja. In kakšen stil bo, kakšen ga bi predlagal? Kaj bi ti predlagal? Ja, tako kot te poznam, tebe bi te jaz... Gledaš zelo na karakter, recimo, neke osebe. Ja, seveda. Moda in karakter sta zelo pomembna? Absolutno. Ti se moraš v tej obleki počutiti dobro. Predvsem to pomembno. Ker jaz se lahko oblečem v karkoli, pa če te bo sram stopiti ven, pa je to brez veze. Ja, to je to. Ti se moraš počutiti, da si... In recimo, ko nekega človeka oblečeš, ne mu rečeš, gledaj, te bo odgovarjati to, jaz bi ti dal zaradi takih pa takih mer, tako pa tako, pa tam, pa to, pa to. Pa ga oblečeš, pa on, ne vem, recimo se mi zgodilo, da je recimo, ne vem,